Živi naj si narodi, ki hrepeli dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak, prosbo vsak nevrak, le sosed bo mejak. Darojak, prosbo vsak nevrak, le sosed bo, nevrak, le sosed bo mejak. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gosti, prisrčno vas pozdravljam tukaj na Miškovi domačiji, kjer je pred 110 leti bilo otroku v zibelko položeno posebno poslanstvo. Veliko več kot postati pisatelj. Postati tisti nekdo, ki bo znal slišati ravnico. Nekdo, ki bo znal videti tisto, kar preprosti prekmurski človek nosi v svoji duši, ter potem oboje skupaj vestno zapisati v slovensko književnost za vse čase. Vile Rojenice so opravile svojo nalogo z odliko in simpozij, kjer smo danes v Veliki Polani poslušali razmišljanja o poetiki, poetičnosti in podobah v delih Miška Kranjca, je zaokrožil mozaik dogodkov v tem Miškovem letu. V ponos nam je, da ta slovesnost poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Pozdravnemu nagovoru in prepletu misli o Mišku Kranjcu vabim župana občine Velika Polana, magistra Damjana Jaklina. Spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in slavnostni govornik, magister Dejan Židan, akademik dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, častnega pokrovitelja današnjega dogodka, poslanec Državnega zbora Jožef Horvat, podpredsednik Društva slovenskih pisateljev Dušan Šarotar, župan občine Dol pri Ljubljani magister Janez Tekavec in Kerani Senožet, pomurski predstavniki občin, člani občinskega sveta, občanke in občani, predvsem pa člani Kranjčeve družine. Dober dan, lepo pozdravljeni v občini Velika Polana. Jutri bo 110 let, ko je luč sveta na tej domačiji zagledal Miško Kranjec. Nažalost ga fizično ni več med nami. A kdor živi v spominu drugih, ni mrtev, je samo oddaljen. Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. So misli nemškega misleca Kanta. Vaša udeležba na današnji akademiji in ostalih dogodkih Miškovega leta je dokaz, da Miško Kranjec ni mrtev, ampak je tu med nami, zato sem se odločil, da ob njegovem prazniku nagovorim njega. Dragi Miško, najprej čestitke za tvoj svetek, pa ne zameri, ka so najprej ljudske pozdravov. Edni so prišli ovdaleč, pa se spodobi, kak prvo njih pozdravim, ka se komi ne zamerim. Znaš, edni so tudi visko gori, pa nikdar ne veš, gdje pa da boš koga nucal. 10 let je friško minilo. Če zdaj se zmislim, kak je budno samo do doknu z vilino špilov, Ravsov Boštjan pa govčal o tebi. Fajn je bilo. Miško, če glej si tu med nami, pa znan, ka nemaš novin, pa tudi nove pošte e-maila nej, zato bom ti povedal, ka se kaj pri nas zgodi, če boš slučajno še kaj o nas pisal. Polane, o štero si pisal v mladosti močvirji, skoro nega več. Šrka močvara se je skoro posišila, siši se tudi polanski lok pa jovšje, pa tudi jarke smo zasipali pa napravili kanalizacije, po štero teče zamazana voda. Voda štera pride na konec, spucamo, taka je črnec pa čisti, pa pun klenov, a zadnje lete pa še bobrov. Klene tu pa tam što kaj izdigne, čuje se, ko so izda dobri.
Na vse to je pa glih vrejak zna nej dobro za naše štrke. Zato je tej malo, kak prle, samo zdaj nekaj našli nekšo rešenje, ka znaš, ka deco nucamo. Veliko, malo polano, pa tudi brezico smo zrihtali, kak se šika. Blatnikov, nikov, nega več. Zdaj imamo čoren asfalt, pa še pločnike, pa poti za bicikline. 4 ljudje nucajo nej zato, ka bi kama prišli, liki zato, ka se še malo vozijo pa odijo na večer. Veški domovi so tudi novi, tako ljudi imajo imeti kakšne slavje, pa gasilci svojo šker. Našo, tvojo školo smo porihtali, tako imajo, ka nucajo. Upam, ko do deca čim več pameti odnesla, pa potli nazaj prišla, pa tu živela. Ka za koga pa to delamo, če ne za njih? Edni pravijo, ko so naši kraji fajni kot džunč. Celo smo za to dobili več priznanj. Pogledneš si lejko eti v parki, za menov. Za tvoje ribijo, Polančari, se dobro brigamo. Ka ne nam je sedno, kar se v tebe guči. Zato smo par let nazaj kupili tvoje gorice, pa klejt, po istini povedano zaraščeno šikaro pa budrtijo. Kupili smo zato, ko nas je bilo v stran, kak je to videlo. Najprej smo zrihtali gorice, ko človek žene ne more delati. Te smo še kupili sosne gorice, narisali, kak mu tam to vse pozidali, zdaj pa ščiščemo peneze za to. Tako, če koga poznaš, ka ima kaj viš, ka ga pošli samo k mene. No, ka ne pozaben, v ponedeljek smo imeli bratvo. Telko smo stisnili, ka še zdaj lahko v Kuper vozimo. Če to vse spijemo, da je sigurno što kaj napisal. Upam ga nekaj kakšne bolundije. Za tvoje grunce tudi brigamo. Lugaš nam dobro rodi, pa vino sem paše. Samo vinsko mi inšpektori nej. Pravi, ka to nej vino. Samo voda je tudi nej, ka ta vjarek ne meče. Pred par letami smo postavili male ižice, tam, dole, gdje je nekda močvara bila. Zovemo je ustvarjalno doživljajski atelje. Vsem pravimo, ka boš jih ti navdehno dal do tu. Po istini povedano vidimo, ka dobijo dober nadih od toga vina z Lugaša, ali pa če ne spijo same. So na konci vsi zadovoljni, pa pravijo, ko so te čutili okrog sebe. Tako pogledni ještě tu pa tam, da boš imel čas za to. Odznotraj iža tega, ki je bila. O tebi ljudem kažemo to, ka imamo. Upam, da še što od tvoje ali pa što drugi kaj dal, ko tu notri postajemo. Kad človek je doma tam, gdje je njegova duša, ne tam, gdje ga življenje nosi za kruhom. Je pa znam, ka si ti izda tu med nami, kak si drugi v šterih si pisal svoje knjigaj, pa kak si mi na konci pridemo nazaj, kak štrki sak še leto svoje gnjezda. No, ka ne pozaben, tvojva, Miško pa Matjaš, sta dala tvoje zadnje pisanje, nej si ga končal. Zato, da to napravil Duško Šarovtar, to je ti, šteri je gnes na kup zrihta pametne ljudi, šteri so o tebi dosta dobrega povedali, pa kada se sigurno dele čulo, upam, kad do Ljubljane. Pa upam, kada je što gori prišel, kad smo že skoro 100 let, tudi mi, Polančari, Brezvičanci, Hotižanci, mi Prekmurci del slovenskega naroda, pa kad se samo od ljubezni ne da živeti. Dragi Miško, moram končati, ka me žedni malo čudno gledajo, ka znaš kak učin, pa znam, že mislijo, ko sem na Vogrsko. Naj se sekeriti, Miško, za to. Dokaj smo mi tu, Polančari, pa si mi Prekmurci je to v Slovenija, pa gdje či učimo ali govorimo. Gospe in gospodje, želim vam prijetno počutje v naši občini in to ne samo danes, ampak vsakič, ko vas pot zanese k nam. Dobrodošli. Navalowaj bistre mure, zible sęczownicam. Niem se czuje glasno pitje, śpiewając ja zweslam.
Lišno si na mačem veslo, čun moj bistro najleti. Mes pa spej vlem pesem glasno od preteklih srečnih dni. Bliski kamni zrnjem leli so nam ridni noči. Mlinov njega samo slika, ta na zidi ščeri si. Mlinov njega samo slika, ta na zidi ščeri si. Kakor je v tistih letih Mišku, tako še danes vsakemu izmed nas Mura pripoveduje drugačno, a vendar vedno le svojo zgodbo. Reka, ki ni le povezovalka levega in desnega brega, pač pa predvsem ljudi in življenja na obeh straneh. Spoštovani zbrani, slavnostni govornik Akademije ob 110. obletnici rojstva Miška Kranjca je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, magister Dejan Židan. Spoštovani župan, gospod Jaklin, spoštovani sorodniki Miška Kranjca, gospod akademik, gospod poslanec, cenjene gospe, cenjeni gospodje. Ko sem pred nekaj dnevi nazaj postal prvi med enakimi v tisti stavbi, kjer so poslanke in poslanci, o katerih znamo zelo dosti povedati, večinoma seveda negativnega, ampak brez njih tudi ne gre, pa se trudim, da bo več razumevanja, več spoštovanja, več sodelovanja, je, spoštovani župan, eno prvih vabil bilo tvoje vabilo. Bil sem zelo počaščen in z velikim veseljem sem poklical, smo poklicali in potrdili, da z velikim spoštovanjem pridem danes v tvojo občino. Ko ljudje razmišljajo o Prekmurju, vedo, da je na nek način drugačno od ostale Slovenije. Večina naših državljank in državljanov najprej, ko sliši besedo Prekmurje, pomisli na širno ravnico. Na to, da se od tu naprej prostira Panonska nižina, ki jo pogosto krasijo prosojne meglice. Večina ljudi pomisli na štorklje, ki se v pokrajino še vedno vračajo in so za svojimi gnezdi neločljivi simbol Prekmurja. Pa na plavajoče mline in lončarstvo in nenazadnje tudi na to, da zvečer sonce tukaj ne zaide, ampak potone v širna polja. In nenazadnje na širokosrčne in prijazne ljudi. A niso le te pokrajinske naravno-kulturne edinstvenosti tiste, zaradi katerih je ta del naše domovine drugačen, tako skrivnostno romantičen. Slednje je moč pripisati predvsem toku zgodovine, dejstvu, da se je Prekmurje kot madžarski rob in mejna krajina dolgo, predolgo, če smem tako reči, razvijalo ločeno in izolirano od ostalih slovenskih pokrajin. Živelo je z drugačno dinamiko in v drugačnih zgodovinskih, gospodarskih in kulturnih razmerah, zaznamovani z grobo raznarodovalno politiko. In tudi to, ali prav to, ta ločenost in goreče zavzemanje za narodnostne pravice, za rabo domačega slovenskega jezika,
sta pokrajino in njene ljudi zaznamovala do danes. In naj ob tem poudarim, da se je zavest o pripadnosti slovenstvu kljub vsem preizkušnjam uspela ohraniti skozi težka stoletja. Zasluge za to gredo v prvi vrsti pisani besedi, ki je kot ohranjevalka narodne zavesti odigrala nenadomestljivo vlogo in seveda tudi narodnim voditeljem, domoljubom, ki so se že zgodaj zavedli jezikovne in narodnostne povezanosti z ostalimi Slovenci, ter v smeri njene krepitve delovali in si zanjo iskreno prizadevali. Spoštovani, verjamem, da se z mano strinjate, da je zgodovina temu delu slovenskega ozemlja ni prizanašala. Pa vendar je iz Prekmurja išlo kar nekaj velikih slovenskih imen. Med slednjimi gre Miško Krajncu, pisatelju, katerega 110-letnico rojstva praznujemo danes, prav posebno mesto. Miško Kranjec je bil namreč prvi, ki je literaturo izkoristil za približevanje in spoznavanje, sicer geografsko in zgodovinsko oddaljenega Prekmurja. S pomočjo svojih del je odprl vrata v Prekmurje in v njegovo dušo. Miška Kranjca lahko pišemo številnimi besedami. Humanist, izkazan domoljub, ki je v Prekmurju vodil odpor proti madžarskim oblastem, ter se kot partizan pridružil narodno-osvobodilnemu boju. Miško Kranjc je po vojni zasedel mesto direktorja Cankarjeve založbe in Slovenskega knjižnega zavoda. Bil je tudi glavni urednik Prešernove družbe ter predsednik Založniškega sveta pri Državni založbi Slovenije in postal je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in še bi lahko našteval. A Miško Kranjc je bil v prvi vrsti predvsem pisatelj. Socialni realist, rahločuten za stiske malega človeka in dojemljiv za podrobnosti, za drobce življenja. Z izjemno sposobnostjo živeti v druge, zlasti v običajne ljudi. Velik ljubitelj narave, tudi reke Mure. In zatorej izjemen opazovalec ter opisovalec obeh. Literat, ki je svojimi deli ne le odprl vrata v prekmursko dušo, temveč je to manj poznano in spokojno prekmursko pokrajino približal širši slovenski javnosti. Čas, v katerem je Miško Kranjec živel in ustvarjal, je bil prelomen in težak. Priča je bil prvi svetovni vojni. Doživel je zgodovinsko združitev Prekmurja z matičnim narodom. Občutil je nemirna leta po vojni in med vojno. Občutil je gorje druge svetovne vojne. Ni torej presenetljivo, da v njegovih delih moč čutiti odsev časa in da so njegove podobe, če si sposodim besede umetnostnega zgodovinarja in člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Milčka Komelja, dokument časa. Čas ga je nedvoumno zaznamoval. Še bolj pa ga je zaznamovala naša domača pokrajina. V svojih delih je bil vseskozi zvest. Zvest je ostal Prekmurju in preprostemu prekmurskemu človeku. Ostal je zvest mehkobni otožnosti in lirični melanholiji, panonske ravnine, pa tudi optimizmu, veri v človeka in nenehnemu upanju v boljše življenje ter socialno pravičnost. Polančan Miško Kranjec danes zato upravičeno velja za eno najbolj prepoznavnih osebnosti Prekmurja. Hkrati pa je svojim obsežnim opusom, svojim bogatim ustvarjanjem zavedno globoko zapisal se tudi v slovensko literarno zgodovino. V naši zavesti bo Miško Kranjec zavedno ostal tisti Prekmurec, ki je opisoval navadnega človeka in njegove odnose. Njegovo dojemanje sveta, njegovo čustvovanje, pa naj si bo veselje ali pregovorno značilna prekmurska melanholija. Podobo Prekmurja je vnesel v slovensko književnost, posledično tudi v slovensko zavest ter s tem poudaril, da je Prekmurje sestavni in nepogrešljivi del slovenske dežele. Ne le Prekmurke in Prekmurci, ampak vsi Slovenke in Slovenci smo mu zato iskreno hvaležni. Spoštovane Polančanke, spoštovani Polančani, spoštovani gostje.
Naša pokrajina je še vedno nekoliko odrinjena in včasih po krivem spregledana. A tudi to se bo, o tem sem prepričan, spremenilo. Zahvaljujoč slovesnostim, kot je današnja. Zahvaljujoč velikanom slovenske literature, kot je Miško Kranjec in njegovim rojakinjam in rojakom. Pa tudi zahvaljujoč prizadevanjem številnih tukaj zbranih, zlasti sorodnikov pisatelja, sinovoma Miško, mlajšemu in Matjažu, ter vnukinji Mankici, ki vztrajno sledite njegovi poti in svojim ustvarjanjem ostajate zapisani Prekmurju. Verjamem, da bo prelepo in spokojno Prekmurje vendarle stopilo iz predolgo trajajoče sence zapostavljenosti in pozabe. Spoštovani, dovolite mi, da svoje misli sklenem s spodbudnimi besedami Miška Kranjca, ki je v svojem delu Grlice v življenju napisal sledeče. Življenje je lepo, pa naj bo še tako grenko. Vedno pride nekaj vmes, kar ga dvigne, kar ti da voljo, da živiš. Naj bo zatorej trenutkov, ki nas dvignejo, čim več. Dragi Polančani in Polančanke, hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravah in izvedbi obeležitve 110. letnice rojstva rojaka Miška Kranjca. Iskrene čestitke ob jubileju in hvala za pozornost. Hvala lepa, spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, za vaše besede. Po njih se bomo zopet naslonili na prekmursko pesem. Če smo z oktetom Belmura že zasanjano zrli v valove bistre Mure, potem poglejmo zdaj še v Lovk. Pulogi lejče, ena žuta žunica, šadrila hopsa, šadrila hoja, ena žuta žunica. Zanjav mi hodi, eden mladi ojagrček, šadrila hopsa, šadrila hoja, eden mladi ojagrček. Ne streljaj mene, jaz ti nekaj povedla bom. Šadrila hopsa, šadrila hoja, jaz ti nekaj povedla bom. Te stare babe si ti ne jemli, ona puna je kreganja. Šadrila hopsa, šadrila hoja, ona puna je kreganja. Te mlade vdove si ti ne jemli, ona puna je žalosti. Šadrila hopsa, šadrila hoja, ona puna je žalosti. To mlado deklo si ti le vzemi, ona puna je veselja. Šadrila hopsa, šadrila hoja, ona puna je veselja. Današnji simpozij v čast Mišku Kranjcu je potekal pod strokovnim vodstvom podpredsednika Društva slovenskih pisateljev Dušana Šarotarja. Zato prosim, cenjeni gosti, da prisluhnete še njegovim besedam. Pozdravljeni, spoštovane bralke in bralci. Podoba pokrajine, v našem primeru z Ravnico in Gričevjem, ki se kot valovi zemlje dvigajo nad obzorjem in ko jih slikovito zaokrožata reki Mura in Raba,
Da je svet med njima videti kot otok, je vedno nekaj več kot zgolj opis ali oznaka na zemljevidu. Podoba pokrajine je namreč predvsem vzdušje, ki nam prikliče v spomin njeno melodijo, govorico, barvo in tudi posledično človeške like in njihove značaje. Šele tako, v povezavi reliefa in značajev, se nam izriše podoba pokrajine, njena duša. Nezamenljiva podoba pokrajine, torej melos in etos, predvsem atmosfera, po katerem se tukajšnji svet ločuje od sosednjega, je predvsem vse tisto, kar je nevidno, imaginativno, domišljijsko, skrito in kot takšno je vedno zgolj posredovano, kot nasledstvo, izročilo, ki ga je treba ohranjati, razumeti in predvsem poglabljati. Recimo preprosto, podoba pokrajine je dela pesnikov v najširšem smislu besede in kot taka pripada pesništvu. In pesništvo je dialog z mrtvimi. Naj nas ta na videz turobna in težka misel ne spravi v obup. Saj pesnik svojim jezikom vedno znova nagovarja mrtve, torej vse tisto, kar je dediščina, nasledstvo, da to ne bi nikoli zares umrlo. Jezik pesništva živi po principu ljubezni, nikoli po principu cinizma in malodušja, še manj po principu koristoljubja. Pesnik ve, da edino jezik ljubezni oživlja mrtve. Zato je pravi pesnik vedno v dvogovoru, v dvostišju med ljubeznijo in smrtjo. In v metrumu ljubezni in smrti se izgovarja, sije ali zveni lepota. Miško Kranjec je vedel, mora biti samo globoko slutil in predvsem čutil, ker je bil pesnik, da je poleg objektivnih, zgodovinsko danih okoliščin, ki so krojile njegov življenjski svet, ves čas prisotna še neka druga resnica, recimo ji duhovna, pesniška resnica o svetu. Pisatelj je svoj obsežen ustvarjalni opus posvetil osvetljevanju, iskanju in izpovedovanju te druge, nevidne razsežnosti bivanjskega sveta. Kranjec je stal globoko sredi tedanjega zgodovinskega časa, ko so se radikalno rušila stara nacionalna in socialna razmerja. Samo spomnimo, da je bil pisatelj rojen leta 1908, torej otroštvo preživel v letih pred Prvo svetovno vojno, ko je bilo Prekmurje še resnična provinca v propadajočem imperiju, tako rekoč otok brez imena, ki pa so ga kljub temu ohranjali pri življenju intelektualci različnih provenienc, ki so kljub vsemu budili idejo o jezikovni, kulturni in socialni pripadnosti slovenstvu, kar je pozneje, ko se je končala Velika morija, botrovalo uspešni vojaški in predvsem diplomatski in kulturni akciji za priključitev Prekmurja k novi državi in posledično k slovenski matici. Res je, da je vse to burno zgodovinsko in duhovno dogajanje v svojih delih Kranjec natančno popisal, za kar bo pozneje označen za socialnega realista. Vendar bi zgolj iz tega popisa dogodkov in značajev ne mogel nikoli napraviti resnične umetnosti, napisati niti ene same pesmi. Zatorej bo bralec, ki se bo danes podal po sledeh pisateljevih pesmi in romanov, v njih odkril predvsem vse kaj drugega, kot zgolj zaprašeno, postano in po šolskem berilu dušljivo čtivo. Kranjčeva povest o dobrih ljudeh je po desetletjih, ko sem jo znova prebral, na meni pustila silovit bralski vtis. Knjiga, ki je prvič izšla leta 1940, torej na pragu največje svetovne morije, v čemer je bil Kranjec zagotovo izčrpno obveščen, saj je bil dejaven novinar in angažiran kulturnik, številnimi stiki z vodilnimi intelektualci tistega časa, pa vendar je povest predvsem pesem, pravljica, kot jo je opredelil sam avtor. Seveda lahko bralec iz povesti tako rekoč rekonstruira zgodovinski čas in aktualna družbena razmerja, ki jih pisatelj slika v ozadju, vendar je knjiga preživela in pridobila v letih od nastanka svoj šarm in izpovedno moč iz nekega drugega razloga. Skrivnost je namreč v izjemni poetičnosti, v njenih skrajnih legah, ko tematizira ljubezen, smrt in lepoto, torej vse velike in večne teme, s katerimi človek poskuša usmisliti svojo dušo.
Pisatelju je uspelo ustvariti neminljivo podobo pokrajine, skrito v drobnem in majhnem svetu ob Muri, ki svojo navidezno idilo, kjer večno pojejo ptice in svet naseljujejo dobri ljudje, pa vendar se za to pravlično podobo skriva nekaj veliko globljega, temnega, kar človeka kljub naporom in tudi uporu neskončno presega. Saj, kdor se še spominja slepe deklice Katice, ki je tako lepo pela in ki se je kljub temu, da je bila utelešenje dobrote in lepote, morala na koncu izgubiti med mrtvicami in utoniti v močvirju. A tudi to bi bila samo žalostna zgodba, če je Kranjec ne bi povzdignil metaforo, v večni simbol ljubezni in lepote, ki nikoli zares ne umreta. Ali s pisateljevimi besedami? In lahko bi primerjal tvoj glas z glasom angelov in kerubov, katere je zdaj že imel priliko slišati. Lahko si predstavljaš, da si Bog izbira samo izredne pevce, tiste pa, ki pojo, kakor naša Ana, pošlje kam v ozadje pod kako staro jablano, da mu ne kvarijo zbora. Hvala. Nekoč, takrat, dokamor spomin komaj še sega, je bil tudi del vasi 8 hiš. Tako se je ohranilo v sporočilu pri Koštrčevih. Ko pa je prišla povodenj, je Mura spremenila svojo pot in odnesla 7 hiš. Samo Koštrčev rod se je rešil, ki je potem ostal tu vse do naših dni in si postavljal na vsake 3 rodove novo hišo. Pri tisti nesreči so se rešili komaj starejši ljudje. Otroci so vsi potonili in v tistih dob cvetajo po teh vodah beli lokvanji. To so otroci, ki jih je vzela voda. Voda ničesar ne skrije, ker mora biti vedno čista. Stare ljudi vrže kjerkoli na obrežje, ko se jih naveliča. Otroke pa spremeni v prelepe bele rože, lokvanje, in jih raztrese po kotanjah v teh jarkih, kjer cvetajo vse poletje. Vendar so prenežni, da bi jih ljudje smeli trgati. V človeških rokah takoj pomrejo. Duše zašlih in potonjenih v teh močvirjih blodijo ob poletnih večerih nad prostranimi travniki in okrog jarkov. Nenadoma posredi najlepše poletne noči zaslišal doslej ti neznani klic. Zaslišal bo skrivnosten šepet, morda te bo potujočega tod mimo presenetil polglasen pogovor pod košatim hrastom. Oblil te bo smrtni znoj, toda ko prideš mimo in ako si dovolj drzen, da se ozreš pod hrast, ne boš videl nikogar.
Tam boš lahko ob najlepših pomladnih večerih slišal čudovit glas in prelepo pesem. Tedaj vedi, to poje slepa deklica Katica, ki se je spremenila v pesem in se močno in se razpuhtela v zrak, kakor se po zraku razširi vonj močno dehtečih rož. Nič se ne začudi, ako ljudje love na žice pesem in ako boš nenadoma zaslišal njen glas. In Bog, ki je po vsem svetu bolj ali manj že zdavnaj umrl, ali pa še vedno pomalem umira, kolikor ga ljudje niso sami pregnali, stopi na tem otočku kadarkoli na zemljo, se spremeni v berača z imenom Peter in preživi tu mnogo časa. Kakor vse stvari, ki se izrabijo, kakor stara obleka, ki je človek zavrgel. Nič prazničnega ne more biti več na njej. Toda ostale so mnoge stvari in mnoge, ki so bile nekoč smešne, so zdaj dobile svoj pomen, dobile so drugačen zven. Kar ni moglo nekoč zbuditi občutka lepote, je zdaj postalo lepo. Orgle so se tiho razlivale, nad vsem tem pa je plaval lep dekliški glas, poln čudovite nežnosti in človeške topline. Besede so bile tako razločne, kakor bi jih kdo govoril. Pesem je postajala čedalje izrazitejša. Katičin glas, ki je sprva še nekam tipal po prostorni cerkvi, kakor bi bil iskal dobrih ljudi, je postajal čedalje močnejši, jasnejši in zvočnejši in je zdaj pa zdaj zagrabil za srca vse, ki so ga poslušali. Z Miškovimi mislimi takole slovesno akademijo zaokrožujejo mladi, ki živijo tradicijo in kulturo časa, ki ga niso doživeli. A so vendar prav oni generacija tistih, ki v velikopolanskem močvirju piše nove povesti o dobrih ljudeh. Hvala Maju, Ali, Timeji, Evi, Jakobu, Špeli, Samu in Živi, učencem osnovne šole Miška Kranjca, Velika Polana, glasbene šole Beltinci in glasbene šole Lendava. Hvala njihovim mentorjem Valeriji Dravec Donša, Andreji Kavaš in Denisu Zveru. Hvala tudi oktetu Belmura. In hvala Andiju Sobočanu na cimbalah, ki nas bodo svojim tenkočutnim zvenom pospremile v večer. V imenu občine Velika Polana hvala tudi vsem vam, ki ste poskrbeli za uspešno izvedbo današnjih dogodkov. Hvala spoštovani gosti, dragi prijatelji prekmurske besede, čutne literarne misli, naše zgodovinske in kulturne dediščine. To slovo pravzaprav ni konec. Je le začetek ponovnega občutenja vsega, kar je bil in kar je ustvaril Miško Kranjec. Prijazno vabljeni čez cesto v park dežele Štorkelj.
Vzemite si čas za stisk roke, za pogled v oči, za besedo, 2 ali 3. Užijte prekmursko gostoljubnost tudi v nadaljevanju večera in ustvarite lepe spomine. Srečno! Thank you.